Pozdravljeni. Zopet je na vrsti naš običajni komentar novic, kjer si bomo kot ponavadi pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Najprej sem vam seveda dolžan pojasnilo, zakaj sončna očala. Včeraj se mi je pripetilo nekaj, kar oddaleč, izjemno oddaleč, spominja na tisto, kar se je zgodilo Helmutu Marku. In zato naslednjih nekaj dni, zaradi vas in predvsem zaradi mene, temna sončna očala, da bodo oči počivale pod seveda reflektorji. Kar se tiče ostalega v prispevku, vse po starem, 4 različni sklopi, viri so navedeni v opombah in tako naprej. Zato je najbolje, da se lotimo našega prvega dela in pogledamo, kaj se je zgodilo. Verjetno ste opazili v mnogih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1. V sezoni 2022 ni bilo nobenega prekrška, kar se tiče finančnega pravilnika. O tem so poročali 5. septembra na uradni spletni strani Formule 1 in novico povzeli pri mnogih. Spomnimo se, da za sezono 2021 smo imeli 3 prekrškarje, Williams in Aston Martin, kjer so bile prekrški bolj formalne narave, ter Red Bull, ki je bil malce bolj konkretno kaznovan. Verjamem, da mnogi v tem trenutku se sprašujejo o koristnosti takih pregledov, kajti smo v zadnjem delu sezone 2023 ter dobivamo podatke za sezono 2022. A tu je treba poudariti 2 zadevi. Prvič, same ekipe oddajo finančna poročila, bilance v marcu naslednjega leta in treba jih je pregledati. Ter drugič, ekipe Formule 1 še zdaleč niso samo eno podjetje, ampak cel grozd. O tem smo govorili tudi v preteklosti na tem kanalu in verjamem, da mnogi izmed vas ne verjamete v to, da pri ekipi Williams je obstajal Frank Williams SP, ampak je bilo podjetje, ki je izdelovalo šasije, nato je podjetje, ki skrbi za rezervne dele, tretje zaposluje mehanike in še bi lahko naštevali. Zaradi kompleksnosti posla je prišlo pač do tega, da pravzaprav je poročilo prišlo na dan tako pozno, a letos brez kakršnih koli prekrškov, kar je po mojem mnenju izjemno pozitivno. A pojdimo naprej. Na spletnem portalu motosport.com smo lahko 4.9. zasledili izjemno zaskrbljujočo novico. Pogojno se bo lahko Daniel Ricciardo vrnil za volan svojega Alfa Taurija na veliki nagradi Japonske, ampak bolj verjetno je, da ga bomo videli komaj na veliki nagradi Katarja. In seveda, ko bo prišel nazaj v pedok Formule 1, mora biti 100% pripravljen. A po drugi strani se lahko začnemo spraševati, koliko možnosti bo imel, da bo prepričal nadrejene o svojih kvalitetah. Se spomnite, pred meseci, koliko govora je bilo o tem, da pravzaprav Daniel Ricciardo je potencialni kandidat za menjavo Sergija Pereza. Videli ste, kako je dovolj en sam ovinek, ena neprevidnost in se vse postavi na glavo. Videli bomo, kaj se bo zgodilo pri Alfa Tauriju za sezono 2024 in kaj bo pokazal Liam Lawson. A zaenkrat še en dokaz, kako v Formuli 1 je potrebno izjemno malo, da se vse skupaj spremeni. Na spletnem portalu RaceFans smo lahko
3. septembra zasledili članek o tem, kako se je Lewis Hamilton nemudoma šel opravičiti Oskarju Piastriju po končani veliki nagradi Italije. Vemo, na dirki je prišlo do medsebojnega kontakta med enim in drugim, ter Lewis Hamilton je bil zaradi tega kaznovan s 5-sekundnim pribitkom. In takoj se je vsul plaz pohval na obnašanje Lewisa Hamiltona, kakšen džentelmen je. A sam menim drugače. Lewis Hamilton se je vedel natančno tako, kot bi se moral vesti vsak. Njegova gesta je seveda odraz njegove kulture, njegovega biti, ampak po drugi strani, zakaj se ne zgražamo v primeru, ko se nekdo ne opraviči pri tako očitni napaki. Je res svet prišel v takšno situacijo, ko se pričakovana, imenujemo jih normalna dejanja, postavljajo na nek pedestal kot redkost? Sam menim, da tudi v Formuli 1 so karakteri, ki so pač malce bolj kontroverzni. Tekmovalnost je seveda na visokem nivoju, ampak veličina človeka je tudi v tem, da je sposoben napake priznati in se za njih opravičiti. Čeprav sem prepričan, da naslednjič na progi jih je sposoben ponoviti, kajti njegov karakter tako veleva, drugače ne bi bil voznik Formule 1. A pojdimo še k našem zadnjem današnjem sklopu. Za konec pa še rahlo bolj lahkotna tema. Verjetno ste zasledili, da je bil Carlos Sainz mlajši žrtev poizkusa ropa. Kot poroča italijanska verzija spletnega portala motosport.com 4.9., so ga v Milanu poizkušali oropati. Hoteli so mu izmakniti njegovo prestižno ročno uro. Seveda, zgodba, ki je nam navdušencem Formule 1 znana. Zgodilo se je že prej. Oropali so Landa Norrisa in prav tako Charlesa Leclerca. V vseh 3 primerih je šlo za ure znamke Richard Mille. In seveda izdelek, ki je bil na zapestju Carlosa Sainza mlajšega, je bil ocenjen na $500,000 evrov. Seveda ni jih plačal sam voznik, temveč proizvajalec, ki se tako promovira. A če so Norrisu in Leclercu ure ukradli, je Carlos Sainz mlajši stekel za roparji, jih ustavil, predal policiji in dobil prestižno ročno uro nazaj. A sam sem se začel malce spraševati, kako je možno, da v 3 poizkusih se je hotelo ukrasti zmeraj eno in isto znamko. Gre mogoče v ozadju za kakšno propagando ali imajo roparji pravzaprav napravljen sistem, kjer hočejo točno določeno znamko in to na žalost je Richard Mille. Seveda ne vem, ampak meni zgodba se zdi rahlo zanimiva in priznam tudi malce sumljiva. A verjetno v nadaljevanju sezone in v naslednjih letih bomo še morda kdaj slišali, da se je zgodilo kaj podobnega. Zaenkrat pa Sainzu je uspelo, medtem ko Norrisu in Leclercu ne, ohraniti uro. A kot ste razumeli, za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.